Torej, kot rečeno, danes par besed o današnjem svetniku, svetem Florijanu. Vi me poslušajte, pa boste popravili, če bom kakšno neumnost povedal. Torej, ne vemo čisto točno, kdaj se je rodil. Naj bi se rodil nekje v drugi polovici 3. stoletja, se pravi za časa Rimskega cesarstva, na področju nekje tam, kjer je danes Avstrija. Podobno kot včerajšnji svetnika, se še kdo spomnil, o kom smo govorili včeraj? Svetem Sebastjanu smo govorili včeraj. Sveti Sebastijan je bil vojak v rimski vojski in s Florijanom je bilo podobno. Sebastijan je potem, ker je bil vesten vojak, ker je bil zanesljiv vojak, je napredoval do te točke, da je bil potem celo v cesarjevi osebni straži. No, današnji svetnik, sveti Florijan, je bil pa, ni nikoli prišel do Rima, ampak se je odlikoval podobno, se pravi, tudi je bil vesten, je bil zanesljiv, je bil resnicoljuben in pač v vojski je zelo pomembno imeti take ljudi, ker veš, da se lahko na ne zaneseš. In je tudi precej hitro napredoval, ampak je deloval lokalno. Je bil, se pravi, en tak območni upravitelj. Takrat so bile stavbe veliko bolj izpostavljene ognju in sploh v vojski, v enem vojaškem taboru si tega niso mogli privoščiti, da bi jim ogenj grozil, in zato so Florijana, ker je bil zanesljiv, je dobil ukaz, naj organizira enoto, ki bo pazila samo na to, če se kje pojavi ogenj, da ga ugasijo. In ker je bil, kot rečeno, in zanesljiv, in pogumen, ker je bil nekdo, ki je stvari počel v redu, ki ni bil šlampast, mu je to tudi uspelo. In zato še danes svetega Florijana prepoznamo po tem, da je upodobljen kot rimski vojak, ali pa vsaj s čelado, potem ima v rokah vedro z vodo, velikokrat je upodobljen tudi v tej drži, da to vodo že zliva na ogenj, v drugi roki morda drži tudi zastavo. Preprosto zato, ker je tako sveti Florijan v resnici tudi verjetno izgledal. Bil je, kot rečeno, vojak. A se kdo spomni, kaj se je včeraj potem zgodilo svetemu Sebastjanu? Zakaj je sveti Sebastijan moral umreti? Ker je bil kristjan. Preprosto zato je šlo. V tistem času, zlasti za časa cesarja Dioklecijana, je bilo prepovedano biti kristjan. Zato, ker kristjani so verjeli, da je Bog eden in da je v nebesih in da cesar ni Bog, ki bi ga bilo potrebno častiti po Božje. Ja, podobno je bilo tudi svetim Florijanom. Tudi on je bil kristjan in ko so mu rekli, zdaj pa ti na svojem področju tudi, poišči, kje so kristjani in jih potem pač, tako kot se je to delalo, ali jih pelješ v amfiteater, v areno, kjer se bodo pač divje živali igrali z njimi, ali pa jih daš pobiti, se je sveti Florijan temu uprl in potem so iz Rima poslali pač nekoga, da bi to preveril, kako je zdaj s tem, in ko mu je bilo naročeno, naj daruje rimskemu cesarju pač žgalne daritve, je rekel, tega pa ne bom naredil. No, in so se odločili, da ga bodo za kazen in za zgled, da ga bodo ubili na ta način, da ga bodo dali na grmado. In je rekel sveti Florijan, je rekel, no, če se vam zdi to primerno, da me sežgete, vam povem, da ta ogenj je tisti, ki bo mene danes dvignil v nebo, v nebesa, k mojemu Bogu. Takrat so si njegovi mučitelji premislili, so rekli, potem pa ne, pa ne z ognjem, pol boš pa drugače umrl. In so mu okrog vratu obesili
velik kamen, morda mlinski, morda kak drugačen, in so ga vrgli v reko, to, kar je danes poznamo pod avstrijskim imenom Enns. V to reko so ga vrgli. Podobno je bilo kot pri svetem Sebastjanu, včeraj smo slišali, ni se točno vedelo potem, kje je njegovo truplo, in potem naj bi se v sanjah prikazal nekomu, eni ženi. Podobno je bilo tudi s svetim Florijanom, njega je potem ta reka odnesla, in s časoma je potem ena žena po imenu Valerija je dobila videnje, v katerem je sveti Florijan naroča, tam in tam boš našla moje truplo, prosim, poskrbi za dostojen pogreb. Sveti Florijan torej se tudi nam kaže kot nekdo, ki je bil sposoben, zato ker je verjel, dati tudi svoje življenje. Ni imel svojega življenja toliko čislih, da ne bi bil sposoben narediti to, kar je prav. Vi, ki ste gasilci, zagotovo veste, pa če gasilec ima rajš svoje življenje kot življenje nekoga drugega, ja, pol bo težko gasilc. Bo težko izpolnjeval nalogo, ki je naloga gasilca, se pravi, s svojim življenjem in svojim znanjem varovati lastnino drugih ljudi, ki jih ogroža ogenj. Podobno tudi sveti Florijan nagovarja nas vse, ne samo gasilci, vsak od nas je prav, da je sposoben svoje življenje zastaviti za tisto, kar čuti in ve, da je prav. In da na ta način pokaže, da je sposoben, da mu je resnica več pomembna kot pa lastna korist, da mu je resnica več pomembna kot lastno življenje. To mogoče še zadnja stvar o svetem Florijanu in o gasilcih. V času Dravske banovine so imeli gasilci vzdevek, naziv vitezi svetega Florijana. Kar se mi zdi, da je še en dokaz, da to ni navadna služba, da to ni samo služba, ampak da je poklic, da je poklicanost. Nekdo mora začutiti, da je to nekaj, kar želi v resnici izpolnjevati, ne pa samo opravljati kot službo. 8 ur, pa ne grem, kadar smo, sploh ko gre recimo za prostovoljno gasilsko društvo, je to še, se mi zdi, še toliko bolj jasno. Tega se ne dela za profit, tega se ne dela za zaslužek, tega se ne dela za slavo, to se dela zato, ker je to dobro, ker je to prav in ker je to nekdo mora narediti. Tako da vam hvala za vaše služenje, hvala za vaš zgled. Tako, po svoje bi si želel čim manj intervencij, da bi imeli čim manj dela, takrat pa, ko ga imate, da bi zmogli se z tega vedno vrniti živi in zdravi, da bi bile vaše intervencije vedno uspešne. Nam pa tudi, naj nam sveti Florijan izprosi, da bomo podobno kot gasilci tudi mi v vsakdanjem življenju znali gasiti tisto, kar ne sme goreti, popravljati tisto, kar je v nevarnosti, da zgori, in da bi znali tako tudi mi v resnici ravnati kot vitezi, da bi znali skozi to življenje kot ljudje, ki znajo ravnati plemenito.